Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, lepo zdrav vsem. Znašla sva se sredi zdravniške stavke. Tisto, kar ugotavljam, je, da mladi zdravniki, pomemben segment zdravniške stavke, trdijo, da Glas ljudstva, se pravi kot civilno-družbena konfederacija, ki je skeptična do zdravniške stavke, pravzaprav orjaško kasira iz državnega proračuna in da so pobasali organizacije, ki so v Glasu ljudstva po navedbah mladih zdravnikov 140 milijonov evrov. S temi 140 milijoni evrov bi se dal zelo veliko narediti v zdravstvu. To tvoje simpatije do Glasu ljudstva postavlja pod vprašanje. Absolutno jih postavlja pod vprašanje, če bi to bilo res. Ne? V letu 2023, če bi oni dobili 140 milijonov, ne, bi to pomenilo deljeno s 100, ne, za začetek. Ne. To bi bilo po 14 milijonov, 1,4 milijone v enem letu. 100 organizacij. To je 100 organizacij. Zdaj, kako stvar predstaviti? Prvo, kar se je izkazalo, da to ni res. Ne. Saj, potem so se neki ogrejevali od samih sebe, ne, tako kot se včasih rekli v socializmu. Ne. Tisto, kar se mi zdelo pa simptomatično, je to, da prvič, kako jih ni sram, ne, da napihujejo številke, ki niso resnične. Drugič pa, da mladi zdravniki ne primerjajo svojih tegob, ki to niso, z zdravniškim cehom, ki je pobral v enem letu 200 milijonov, ko jih je premier vrgel ventilator oziroma Loredana, in je naredil stresni test. Mimogrede, mislim, da je prišel čas dejansko za stresni test, vendar tokrat do zdravništva, pa ne do vsega, ampak do Fidesa in do mladih zdravnikov, do tega ZSMS-ja, neoliberalnega zdravništva, če tako rečem. Ampak to, da oni jemljajo v bistvu svoj sociološki moment ali pa moment nekih pravic v antagonizem do NGO-jev ali do nevladnih organizacij, to je simptom posebne vrste. Tu se začne prava diagnostika, ki jo oni očitno ne zmorejo. Ti praviš, da so podatki izmišljeni, ampak od nekje so jih mladi zdravniki morali dobiti. Ja, ker si Nove 24, skipa. Verodostojen vir. To je zelo verodostojen vir, ja. Ja. Dobro, jaz bom imel potem malo težav, če se bom dal diagnosticirati nekomu, ki na ta način podatke obdeluje, ker bom... No, pazi, ti tako imenovani mladi zdravniki, prvo, kar je že ideologija juventilizma, je meni vedno bila problematična. In pol gledaš te... Ti si skeptičen do Komsomola in ostalih. Absolutno. In to je tipični Komsomol. In to so tipični Jungen, skratka, ki so celo verniki. Oni si verjamejo, da so reveži, da so deprivirani. NLM, neoliberalna mladina. Tako je, sr, Slovenija. NLM. Skratka, to je resen problem. Prvo, kar je, da ti iz neke stanovske organizacije narediš podmladek. To je, si predstavljaš, da bi naredili mladi učitelji, mladi, ne vem, kdo vse, mladi profesori, mladi šlosari, mladi ne vem kaj. Zato smrdi po neki ideološkem juventilizmu, prvo, kar je. Ampak to preneseš, rečeš, v redu so taki in drugačni. Ampak to, da ima mladi zdravnik natanko ali pa približno natanko, če tako rečem, enkrat večjo plačo kot mladi učitelj. In njih ni sram ob tem, da delajo v javnem sektorju. In da poskušajo pokazati, da so stari zdravniki zdaj deprivirani zato, ker so mladi dobili povišnico plač. In je nesorazmerje tako in podpirajo to plačo, potem, ko bodo pa dobili stari zdravniki više plače, bodo pa ugotovili, da mladi zdravniki v odnosu do starih zdravnikov spet nimajo zadostnih plač in se bo ta cikl stalno ponavljal. A je to ideja? Namreč to je lekcija od prejšnjih zahtev. Ne vem, katere, zdaj je 11. stavka po vrsti. Če 11, to pomeni, da če je država stara 33 let, da na 3 leta imamo zdravniško stavko. In vedno dosežejo svoje. Zdaj, jaz bi dejansko kot državljan, recimo, in pa tudi čisto analitično državi predlagal, oziroma pogajalcem, v tem primeru vladnim pogajalcem, da ne sprejmejo niti enega predloga. Naj dajo na mizo predlog, da mladim zdravnikom znižajo plače na raven mladih učiteljev. Aha, zaradi tega, da ne bo nesorazmerja med starimi zdravniki pa mladimi. Točno tako, ampak to ne govorim zdaj sploh ne cinično, govorim čisto resno. Govoriš provokativno. Ne, provokativno vsekakor, ampak mislim pa resno. In podobno kot je Srečo Dragoš rekel, da spoštujemo ustavno
sodišče in pa sodbo ustavnega sodišča v zvezi s sodniškimi plačami. In tam v številkah ne govorijo o razmerjih. Ne? In bi elegantno rešili razmerja na ta način, ne, da se poslancem znižajo plače. Poslanci so vendar ta cikl začeli, ne? Da so sep nekritično dvignili plače. Ne? Zdaj pa, če primerjamo z zdravniškimi plačami, kakšne so zdajšnje zahteve zdravnikov, ne? In Fidesa, da bi večina zdravnikov dobila takšne plače, realno preračunano v denar, kot jih ima predsednica države. In bi bil to standard, da bi zdravniki pač imeli pač plače predsednice države ali pa predsednika države, medtem ko bi vsi ostali poklici se s tem ne smeli primerjati, zato ker bi v zvezi s tem ustanovili nov plačilni steber. Odkot jim ta logika? Še večja in zavržna logika je predlog zobozdravnikov. Ne? Če se ti danes prijaviš k zobozdravniku, boš čakal najmanj 1 leto, da boš prišel na vrsto. In zobozdravniki zdaj štrajkajo, zato ker se jim dogaja neka krivica, ker sistem ne deluje. Hkrati pa govorijo, da zdravniki odhajajo v zasebno prakso in da je to nedopustno. In da se zato pojavljajo take stvari. Ampak potem, ko se jih vpraša, kako bodo zaščitili pravice pacientov, pa povedo kaj, ne? Dvignite nam plače. Ne, dajte pacientom neke ugodnosti, ki bodo, ali pa sistemsko uredite, da bodo pacienti prišli na vrsto, naredite tak sistem, da zasebniki pač ne bodo prišli do svojega kolača v ZZZS-ju, v košarici. Ne, oni pravijo, nam dvignite plače zato, da nam ne bo treba niti firme odpreti, da bomo imeli enak standard, kot ga imajo zasebni zdravniki. To je perverzno, kar počnejo. Mislim, to je zaničevanje celotnega, se pravi, kaj rečeš, koliko stane, jaz namreč ne vem, koliko stane, da država izšola enega zdravnika. Ne, preveč me sprašuješ. Jaz sem nekje butnil, to je sigurno 100,000 evrov, ne, pa mi je nekdo poznavalcev rekel, ti si pa rekel zelo malo. Ja, vem, da so da če bi šel gledat razreze, kakšni so proračuni fakultet, pa število diplomantov, ne, da je medicinska fakulteta med temi, ki glede na število diplomantov največ stane. Mislim, da se najde še kakšno drugo fakulteto ali pa akademijo, ne, ki ima po tem kriteriju višje proporce. Ne. Je pa res, da tukaj so stvari, ki se jih težko primerja. Ne. Se pravi, ne, če imamo... Kakorkoli, jaz mislim, da je najdražje ali pa med najdražjimi. Ja. Ne, tako, ne. Ampak to pomeni, da država zelo skrbna, da vzgoji in izobrazi ljudi. Ne. Zelo skrbna. Ne. Ja. In potem v zameno dobi popolno zaničevanje države kot sistema. Ne gre skupaj. Naj si plačajo potem svoje lastno šolanje, zato plačajo 500,000 evrov, naj grejo na trg in zaračunavajo storitve, da si bodo poplačevali potem šolnine. Ali eno ali drugo. Če se po ameriško obnašajo, se obnašajo od začetka do konca, ne? Samo od sredine naprej. Ne? In to je... Z cifro 500,000 evrov si nekoliko previsoko udaril. Misliš? Ja, jaz bi rekel, da so ameriške šolnine, pa bom z veseljem objavil. Govorijo še o specializacijah, ne? Govorijo še o vseh teh stvarih. A je specializacija, treba tudi plačati v ZDA? Jaz mislim, da ja. Da ja. Ja, zdaj, razen če te nekdo ne vzame v privatno ambulanto in v pogodbi sestaviš način vračila. Ne? Morda pa izveva za podatek. Dajva izziv na mizo, ampak tisto, kar je moja poanta je ta. No? Če bi jaz zdaj bil na državni strani, mogoče pa je res dejansko prišel čas za stresni test, vendar nazaj. Naj stavkajo. Naj gre do konca, naj razpade sistem in postavimo novega. Ja, samo veš, mislim, tle imamo potem to... Kaj misliš, da bo, če bodo zdravniki zdaj vsi vrli? To je fino se iti mentalno vajo, ne? Ampak ne, tukaj imamo pa po domovih in ne vem, kje vse, ne, imamo na desetine tisočev ljudi, ki so v resnici v tem trenutku bolni. Ali torej tvoja poanta je v tem, da zdravniki lahko bolnike vzamejo za talce, država pa ne? Jaz mislim, da to ni res. Nihče ne sme imeti bolnikov za talce. Bolniki, to so rekli Miru Cerarju takrat, zadnjič pred tem, dosegli so vse, kar so hoteli, Miro Cerarjev argument je pa natanko tak. In je rekel, kaj naj pa naredim?
potem pa ljudje ne bodo imeli zdravnikov. Ne? Kaj pa naj naredimo? Ne? In jim je zaprav v 10. poskusu, se pravi, to so 10. dosegali vse, kar so hoteli. Ne? Takrat so imeli izredno agresivnega šefa Fidesa, to je bil Konrad Koštrin, ki je dosegel vse, kar je hotel. Vedno je dosegel vse, kar je hotel. Nikoli niso kritike naslavljali na zasebnike, ki privatizirajo zdravstvo, ki jemljajo velike kolače v dotoku denarja, javnega denarja. Nikoli niso naslavljali na dobavitelje, na korupcijo in tako naprej. Dobro, Brecelj je, doktor Brecelj je naslavljal na korupcijo. To je resnica. Samo on ni Fides, ja. On ni Fides. Ja. Fides pa dejansko, in tudi ogromno je zdravnikov, ki imajo etični kodeks v sebi zelo močno zakorenjene, ampak v končni fazi pa tako, kot je rekel enkrat Dušan Keber, tudi če so pošteni na koncu in pa še, če Fides nekaj izpogaja, pa imajo tudi oni od tega koristi. Etični kodeks omenjaš, misliš, da je čas, da Komisija za medicinsko etiko kakšno stvar reče? To je Komisija za medicinsko etiko je inštitucija, ki jo postavi vlada. Kolikor mi je znano, se je Dušan Keber na njo obrnil, in jaz mislim, da ja. To, kar recimo počne Muževič konkretno, spet eden od ZS mladih zdravnikov, nekje v Krškem je rekel, da bojo pa stari ljudje lepo postaren. Sem prišli, naj prikruncajo, naj se postavijo v vrsto, naj dobijo potem datum, kdaj bojo prišli, naj grejo domov, naj prijo takrat, ko jim bomo rekli spet. Se pravi, dejansko bolnike vzeti za talce, zavržno do konca. In se sklicevati na sistem in potem za svoje sovražnike vzeti po klasični desničarski maniri NGO-je, na koncu bojo še rekli LGTB, kaj še? Na koncu bojo rekli še celo kulturo, zaradi tega, ker tako, kot je rekel zdani propagandmojster v Hitlerjevem režimu, ko slišim za kulturo, se prime za denarnico. Ne, za revolver. Za revolver. Ali je Stalin rekel, se prime za revolver? Ja, mislim, da je propagandist rekel, da se prime za revolver. V glavnem, kakorkoli, to se je potem prelevilo, tudi se primem za denarnico. Od kdaj so pa NGO-ji nasprotnik zdravniškega ceha? In od kdaj je, in še to, naravoslovje je krasna veda in zdravniki jo res obvladajo, ampak od kdaj so oni družboslovci? Od kdaj oni so strokovnjaki za socialne sisteme, za zdravstvene sisteme, za sociološke sisteme, za delovanje družbe? Pojma nimajo teh. Obnašajo se tako, kot da so übermenši. Oni niso übermenši, oni so eni izmed nas in ne gre vprašati učitelje, kaj si v njih misli, ko ima polovico nižjo plačo kot mladi učitelj od mladega zdravnika. Če ni razlika še večja. Bi znali, da je še večja. Ja, dobro. Tako kot vidimo, pogajanja med vlado pa zdravniki na nek način tečejo. Na mizi je zahteva Fidesa, da napredujejo starejši zdravniki za 7 plačilnih razredov. Zdaj ta skok za 7 plačilnih razredov je tako fenomenalno visok. Moj odgovor je ne. Moj odgovor je stresni test z stavko do žalostnega konca, do dna. In sicer tako, da kdor ne more deliti usode te države in naroda, ne gre ven iz nje, ne gre v Nemčijo in ne poskuša tam uspeti. Pa bo videl najprej, da mu bo dopust znižal za polovico. Obstajajo študije, ki so jih delali zdravniki in pa tudi drugi, ki to niso in se s tem ukvarjajo, da če bi v Sloveniji produktivnost zdravnikov dvignili izven tega, kar oni dobijo DACU plus zraven, ker nabildajo plačo tja do 5.000 evrov na mesec, zato ker jim dodajajo za tisto, kar zmanjšujejo čakalne vrste, ki so se pa realno podaljšale, ne skrajšale. Ampak če bi produktivnost zdravnikov primerljivo dvignili na evropsko raven, to se pravi, da bi približno to, kot je povprečje storilnosti, učinkovitosti zdravnika v Evropski uniji, bi to pomenilo ta trenutek, kot bi zaposlili 600 do 700 novih zdravnikov. Začnimo s tem podatkom. S tem podatkom naj pogajalci štartajo, naj štartajo s tem, odkot ljudem po do 67 dni dopusta, Kdo ima danes 67 dni dopusta? S podatkom o tem, da se profesionalni privilegiji delijo na pamet kar tako in po diagonali, se pravi, narediš neki izpit za radiologijo in avtomatično dobiš 7 dni dopusta. Kje je ta logika? O tem ne se pogovarjajo mladi zdravniki, ne o tem protestirajo. Naj dajo realno na mizo, ne nerealnih zahtev, predvsem pa naj ne rušijo socialnega ravnotežja v državi.
Lej, problem, ne, ki ga jaz še vidim, ne, je na strani vlade. Ne. Tisti, ki bi se morali pogajati, pravzaprav nimajo kilometrine, ministrica za zdravje je nova, minister za javno upravo je nov, oba sta, si drznem reči, brez političnih izkušenj, kaj šele, da bi imele izkušnje, ki bi bile opremljene s pogajalskimi finesami, taktikami in tako naprej. Pravi, država ima še večji problem, ne? Gre za vprašanje kompetence državnih funkcionarjev. S tem se popolnoma s tabo strinjam, ampak to ne daje Fidesu nikakršne zelene luči. To ne spremeni dejstva, da so oni predatorji. Spremeni pa dejstvo, da drugi sindikati oziroma drugi deležniki v socialnem dialogu so pa lahko užaljeni, ampak kot vidiš, se pogajajo in molčijo. To, da je vlada popolnoma nesposobna, je pa ignorantski, to je čisto dejstvo. Do tega sploh ne bi prišlo, če se prvo, kar je, ne bi poslanci dvigovali plač, če bi realno zares vzeli inflacijo in rekli, znižamo jo lahko samo na ta način, da zagrizemo, ne pa da si začnemo plače buildati, se pravi graditi. In res je to, da jaz sicer ne vem sploh, kako naj to izrazim, ampak kaj si misliti o premijeju, ki je tako kratek, da politično ne razume, da je njegovo preživetje odvisno od tega, kako bo rešil zdravstveni sistem. On je že mrtev, če bo pustil zdravnikom, da zmagajo. Fidesu govorim, On je že mrtev. Ampak on tega še do danes ne razume, ali je tako kratek, ali pa je tako zahrbten, ali kaj naj rečem, da je 1 leto in pol gledal Loredana, za katerega smo prvi dan povedali, a veš, če hodiš kot raca, če gagaš kot raca, če izgledaš kot raca, potem si najbrž raca. Če je on delal v zasebnem zdravstvenem sistemu, zagovarjal zasebni zdravstveni sistem v privatnih pogovorih, to se pač zve, hkrati pa javno govoril, da rešuje javno zdravstvo, s tem nekaj ne more biti v redu. In on je rekel, da ga že odprej pozna in da mu zaupa. In 1 leto in pol, 200 milijonov evrov je šlo, se pravi 140 milijonov namišljenih evrov za 100 organizacij. V ne vem koliko letih je problem, 200 milijonov v enem dobrem letu, pa ni problem, ali kaj? Mislim, to je ta hipokrizija Fidesa in tega juventilističnega podmladka, ki ve vsem vse in misli, da so nadljudje. Ja. Meni je pač taka simptomatična, da pač bodo morali pacienti malo počakati. Tako kot je rekel Keber, paciente so vzeli za talce in to je nedopustno. Pacienti nikoli ne morejo biti talci. To je poseben poklic, če kje, ravno v tem, da mora biti občutljiv do ljudi. In oni nimajo nobene občutljivosti do ljudi. Edino občutljivost do tega, da se eno žensko sem gledal tam od Fidesa na Mladenko, se je tresla kot vernica, razumeš, nikoli se ne bi tresla za življenje enega človeka, ampak za svojo plačo, ki pa verjetno ni nizka. Ki pa, veš, 200 milijonov je nekam moglo iti, kdo jih je vzel? Se jih nismo mi vzeli, ker smo v časopisu delali. Najbrž so jih vzeli tisti, ki v zdravstvu delajo, pretežno zdravniki. Pri čemer rezultat nikakršen. Ja, mislim, rezultat je večje čakalne vrste. In tisto, kar je še bolj skrb zbujajoče, število pacientov, ki so brez, oziroma število državljank, ki so brez svojega zdravnika se povečuje. In kaj bi šele bilo, če ne bi obstajali zdravniki, ki delajo preko norme, ki je sprejeta. Ja, preko količnika, za katerega so se dogovorili. Če ne bi imeli zdravnikov, ki delajo na etični pogon in ki delajo tako, kot je prav, bi sistem počepnil. Bi imeli 500 tisoč 500 tisoč državljank in državljanov brez osebnega zdravnika, tako jih je 140 tisoč. Poanta tega, kar jaz govorim, pa naj se sliši čudno, pa je dejansko tokrat v stresni test. Naj se sistem poruši. Pa bomo videli, koliko etike premorejo, koliko je pa to samo kruhoborstvo. Pojdimo v stresni test. Res, pravi stresni test. Pa naj gredo iz države vsi tisti, ki mislijo, da je ta država ime mačeha.
Dobro, kolega Markeš, hvala za tokrat. Naslednji teden manjkava in potem imava nov cikel v februarju. Hvala.